Pri nas je dost lesa, zato radi dajnama klince, tu so zobotrebci. S temle nočkam pa vitre depletama kašare. Ta nošček se imenuje favček, zato so vsi moški pri nas favcki, punce pa favcajle. Dalina se imenuje pa favcarija. Tu je dobre pule, dobrodošli. Občina Dobrepolje se razprostira na območju Ponikovske, Dobrepoljske in Struške doline. Ime naj bi bilo prvič zapisano leta 1496. Beseda pa naj bi izvirala iz staroslovanske besede dober, kar pomeni ustrezen. Tu so bila polja primerna za kmetovanje. Da je Dobrepolje v osnovi kmetijski prostor, kaže tudi stavbna dediščina. Zdenska vas s Kozovci je več kot zgovoren primer. V preteklosti so bile tu zidane hiše prava redkost. Med najstarejšimi ohranjenimi je danes Gačnikova hiša z mlinom v Ponikvah. Celotno pokrajino obkrožajo številni hribi. Med njimi je najmogočnejša Mala gora, ki se razteza v dolžini kar 45 km. Tamkajšnje kraje zaznamuje izrazito kraška pokrajina, kar kaže prekrasen reljef celotne doline. Prava posebnost je tudi ponor Rašice v Ponikvah. Tu lahko najdemo več jam. Med njimi je najbolj znana Podpeška, ki jo krasi vodoravni vhod, iz katerega ob poplavah bruha voda. Jamo, v kateri živi tudi človeška ribica, je prvi opisal že Janez Vajkard Valvazor in narisal načrt, ki velja za enega prvih jamskih načrtov na svetu. Občina ima tudi pomembne kulturne spomenike. Močan pečat je okoliškim krajem pustil pisatelj Fran Jaklič Podgoričan, ki je delal kot učitelj v šoli na Vidmu in ob koncu 19. stoletja med drugim ustanovil hranilnico, bralno društvo in prodajno zadrugo. Po njem se imenuje tudi današnji center kulturnega dogajanja na Vidmu, v katerem je med drugim na ogled razstava ljudskega izročila Dobrepolja. Iz njegovega pripovedništva se je razvijala likovna umetnost bratov Franceta in Toneta Kralja, ki veljata danes za ključni osebnosti slovenskega ekspresionizma. Tudi naš največji pesnik, dr. France Prešeren, je povezan z okoliškimi kraji. V Strugah je živela njegova teta. Pri cerkvi Antona Padovanskega, kjer so včasih potekali romarski shodi in živinski sejmi, se danes bohoti največji lipov gaj v Sloveniji. Odtod se odpira prostran pogled na okoliške kraje, v katerih so vasi tesno povezane. V mestih pa lahko najdemo ostanke vaških luž, kjer so v preteklosti napajali živino in se radi družili.
Lepi kraji so tle, kaj ne? In dost favcajlk pa favcajlu je že vajlu tle. Kaj ne verjamete? O, le prite, dobrodošli.